Obdavčitev v nagradnih igrah. O nagradnih igrah govorimo, ko je za nagrado, za razliko od iger na srečo, potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje. Dobitki v nagradnih igrah so lahko denarni ali pa v naravi, na primer računalnik ali celo avtomobil. Obdavčitev nagrade. Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 evrov. V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna in plača po 25% stopnji od vrednosti dobitka. Izračun in plačilo akontacije dohodnine je za davčnega zavezanca dolžan opraviti plačnik davka, to je izplačevalec dohodka, na podlagi davčnega obračuna. Če je nagrada izplačana v denarju, je davčna osnova vrednost nagrade. Če pa je nagrada v naravi, je davčna osnova tržna cena nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja 1,33333. Kdaj moram vložiti napoved? Napoved se vloži le, če nagrado podeli oseba, ki v Sloveniji ni plačnik davka, na primer tuja pravna oseba. Obrazec, ki se imenuje napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov, mora davčni zavezanec vložiti v 15 dneh od dneva prejema nagrade. Davčni organ v 15 dneh od vložitve napovedi izda odločbo o višini akontacije dohodnine. Zavezanec lahko napoved zelo enostavno odda elektronsko preko sistema e-davki. Brez digitalnega potrdila? Registrirate se z uporabo uporabniškega imena in gesla? Ali z digitalnim potrdilom? Papirni obrazec pa se lahko odda osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na generalni in posebni finančni urad. Oprostitev plačila akontacije. Če je znesek izračunane akontacije dohodnine nižji od 20 evrov, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Vrednost dobitka pa se bo vseeno štela v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Pomni, davčna osnova od prejete nagrade in plačana akontacija dohodnine se upoštevata pri letni odmeri dohodnine. Ali ste vedeli? Dobitki v nagradnih igrah se ne obdavčijo do višine 42 evrov. Če pa vrednost dobitka preseže ta znesek, se obdavčijo v celoti. Primer izračuna.